moje strani. Zdaj sem tako številčno udeležbe strani dragih gostov slovenskih medijev in vesel pa sem tudi, da so z nami vsi najboljši slovenski triatlonci za leto 2017. Triatlon je najhitreje rastoči šport v Evropi, v svetu. Se z njim v 140 državah sveta ukvarja nekaj milijonov atletov in atletov, od najmlajših do najstarejših. Za nami tudi leto mnogih presežkov v slovenskem triatlonu. Izvedli smo največje število tekem v slovenskem pokalu v asfaltonu, duatlonu in triatlonu, na katerem se je zbralo skoraj 5000 triatloncev, triatlon iz Slovenije in evropskih držav. Naši triatlonci so v mednarodnih triatlonskih vodah. To v mladinski, v članski konkurenci izkazali različni rezultati v kratkem in v dolgem triatlonu. Raste nova, mlada generacija triatloncev in triatloncev, ki bodo kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. V Sloveniji nam zelo uspešno raste število triatlonskih sistemov. Zdaj imamo že več kot 600. V Sloveniji pa aktivno deluje skoraj 30 triatlonskih klubov. In ne nazadnje, pa ne najmanj pomembno. Od marca letos se je na triatlonski zvezi Slovenije zavel nov veter, saj smo zlovili novo gost. In nosilec novega vetra je predsednik Mitja Tašer. Zato Mitja izvoli, če da stvar. Ja, lep pozdrav. Leto 2017 je še vedno je, da triatlonski zvezi Slovenije leto polno izzivo. Sicer pa v športu vsako leto, tako ne glede na športno zvezo, ne glede na leto, je vedno vsako leto znova soočamo z istimi težavami oziroma z istimi izzivi. V svojih organizacijskih in finančnih izzivih, se podobno kot drugi športi mi želimo ustvariti pač najboljše pogoje za razvojno usmerjenost, delovanje in pa seveda svoje primarne aktivnosti, vse skupaj za vsi okolje vrhunskih športov. Zato je prav, da današnji dan to enkratno priložnost posvetiti seznam najboljših posameznikov triatlonske zveze 2017, posvetimo njihovim dosežkom, njihovi oceni, vaši oceni pretekle sezone, ter seveda prisluhnemo vašim načrtom za prihodnost. Domen, Matevž, Tjaša, Eva, Alen, Jaro, čestitke za odlične rezultate v sezoni, ki ste zaključila. Hvala za vašo predanost naši skupni strasti, triatlonu, seveda, za vaše vztrajanje in razvoj, skozi vsakodnevne napore, razvijanje skozi fizične in psihične bariere, ki izključujemo na tem zahtevnem športu. Še enkrat hvala, ker za svojimi rezultati, še bolj pa z vašim izgledom, svojim izgledom in pristopom do tega športa triatlona navdihujete nove generacije triatloncev, tudi seveda vse ostale, ki se našemu športu najdejo in pridružijo v kasnejših letih. Verjamem, da je pred vami še veliko izjemnih športnih uspehov, seveda tudi osebnih uspehov. Želim vam prijetnosti čas vstop v leto 2018, še vedno se dobro razumemo, kot se do zdaj, da bomo čim več skupaj, pa seveda na koncu pa šteje rezultati, tako da s tem težimo. Da ne bom predolg, bi se vsakem vam posebno zahvalil predal takšno zahvalno tradicionalno, ki v koncu leta podelimo našim najboljšim triatloncem, ki sredi programski poslovni svet na osnovi rezultatov. Zato bi, da prebijemo let, začel z Matevžem Plankotom. Rekel je, da bi prvi. Matevž, njegov največji uspeh v letošnji sezoni je bilo 10. mesto na evropskem prvenstvu mladinskem v Kitzbühelu, ter pa seveda prvo mesto
jaz predlagam, da vsak, ki prejme to paketo, sosede pove par besed v svoji sezoni in pa vklani za prihodno sezono. Potem na koncu bi pa šli vprašanje. Pa še samo eno malo poziranje. Ali zdaj bomo ti pomagali. Ja, se pravi, moja sezona je bila v mojih ocenah do zdaj najboljša. Glede na to prvi del sezone sem imel Evropsko prvenstvo v Kitzbühelu. Že lansko leto sem tukaj povedal, da bo to zame zelo težka sezona, zato ker sem končal srednjo šolo in sem imel maturo, tako da sem mogel vse skupaj uskladiti, ampak očitno mi je to zelo dobro rata, ker sem imel dobre rezultate in v šoli in na Evropskem prvenstvu. Hkrati sem se v prvem delu sezone dobro uspel pripraviti, da je pol tudi nadaljna sezona zelo dobro stekla, rezultati so bili zelo konstantni. Dobil sem dosti točk tudi v članski konkurenci, bil dvakrat prvi na mladinskih evropskih pokalih. Na koncu sem zaključil četrti od mladincev na mladinskem evropskem pokalu v skupnem seštevku. Tako da ja, sezona je bila zelo dobra. Zdaj pa mi že počasi gledamo naprej, gledamo v novo sezono, naslednje leto se začne kvalifikacijsko leto za olimpijske igre. Tako da, ja, jaz sem zdaj pripravljen za člane, mladinsko konkurenco smo dali 6 in bomo pač probali osvojiti čim več točk, pa upamo na najboljše. Potem bi naslednjo seznanje podelili najboljši mladinki, Tjaša Vrtačič, na mladinskem evropskem festivalu prvenstvu 8. mesto. Kaj več bo potem sama povedala? Tjaša. No, torej, jaz sem tudi svojo sezono kar precej zadovoljna. Predvsem zaradi tega, ker sem imela veliko tekem v tujini, veliko fotbala, veliko videla, kar je velik plus. Predvsem sem vesela z uvrstitvijo na 17. mestu na Evropskem prvenstvu, ki mi je prineslo tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tam se mi ni išlo čisto najbolj, zato ker sem imela zelo veliko tekem in svetovno prvenstvo je bilo na koncu. Takrat sem bila pa že kar utrujena in sem tudi zbolela, tako da nisem mogla optimalno nastopati. Za naslednje leto pa načrtujem spet čim boljšo uvrstitev na Evropskem prvenstvu, ki bi mi prinesla kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Italiji. Hvala. V našo družino spada tudi paratriatlon, zato bi se zahvalil tudi Alenu, ki je motor tega triatlona pri nas in je v letošnji sezoni dosegel vrhunski rezultat 4. mesto na World Triathlon seriji v Yokohami. Tako da, Alen, samo počakaj. Naši cilji to sezono so bili ostati med svetovno elito, svetovno paraelito, to nam je uspelo. To pomeni med prvih 10 na svetu, namreč
samo prvih 10 na lestvici se lahko uvršča na velika tekmovanja, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovna serija in pa na koncu na olimpijske igre. To je specifika para triatlona, tako da se je konstantno treba boriti. Mislim, da kamorkoli kjerkoli sem nastopil na vseh teh večjih tekmovanjih, sem bil med prvih 10. In to je bilo to. Gledamo že naprej. Specifika para triatlona je tudi, da naslednje leto se še ne zbirajo točke. Zdaj še je vedno neka, rekel, mestna predsezona, pred tisto glavno. Tako da gledamo v pravo smer. Hvala lepa. In še naprej na dolgi triatlon, ki bi predstavil Jaroslava Kovačiča. In še bolj 3. mesto na evropskem prvenstvu. Jaro se je kjer lep čas član naše družine. Strajno se izboljšuje, letošnji letos pa se bo kaj nekaj njih, tako da Hvala za to lepo priznanje. Konec leta je vedno eno tako obdobje, ko vmečkam pogledaš za nazaj. Če potegnem črto pod mojo sezono, bila je uspešna, čeprav na začetku ni ravno kazala na to. Namreč aprila sem staknil eno tako nadležno poškodbo silove tetive, ki se mi je vlekla potem čez celotno poletje. Nekako v konec avgusta sem to saniral, ko sem tudi začel dosegati vrhunske rezultate. Eno tako je 3. mesto na Ironmanu, ki slovi kot eden najtežjih dolgih triatlonov na svetu. Naj omenim, da gre čez slovit prelaz Col d'Izoard in še nekaj ostalih prelazov, tako da je izjemno zahtevna preizkušnja. Vrhunec sezone je bilo pa septembra na Nizozemskem Malmere, kjer sem s 3. mestom, nam rekel, da sem presenetil samega sebe, ampak sem presenetil predvsem v smislu, da sem končno lahko vtekel tudi takšen čas, ki sem ga nekako bil, ki sem ga kazal na treningih, s časom 2:45 na maratonski razdalji na koncu po 8 urah. En lep dosežek, ki mi je nekako omogočil, da sem po lestvici napredoval med najboljši tri. Za 2014 pa je cilj stopnjevati rezultate, spustiti se pod mejo 8 ur na Ironman razdalji, ter tekmovati na challenge seriji, ne na Ironman, ki je nekako druga kakovostna serija v dolgih triatlonih. Hvala. Zdaj na vrsti Eva Skaza. Eva je v letošnjem letu 17 mesta na evropskem prvenstvu v Kitzbühelu, 8 mesto na sprint. Je bilo tudi na evropskem prvenstvu, kaj je povedala sama. Ja, z letošnjo sezono 2017 nisem najbolj zadovoljna, bila je zelo težka, bila polna padcev, a kljub temu sem se z nje zelo veliko naučila, da sem dejansko stopila na realna tla, da dejansko da je zelo velik preskok iz mladinske v člansko konkurenco. Tako da se mi je zgodilo tudi veliko težav. Na koncu sezone sem bila tudi nažalost poškodovana. Imela sem tudi nesrečo na mladinskem članskem evropskem prvenstvu,
ker je žal prišlo do padca in želja po boljši vrstitvi je šla po vodi. A kljub temu sem najbolj ponosna na 17. mesto na Evropskem članskem prvenstvu v Avstriji, v Kitzbühelu, in na 8. mesto na Evropskem pokalu v Belgiji, kjer je bilo tudi v članski kategoriji. Torej, leto 2017 bom najbolj zapomnila po tem, da sem nabrala zelo veliko pomembnih izkušenj, ki mi bojo koristile in bom potrebovala še tudi na kasnejših mednarodnih tekmah in v kasnejših letih. Za leto 2018 pa si želim predvsem bolj konstantnega tekmovanja. Želim si uspešnega nastopanja na evropskem članskem tekmovanju, na mlajšem članskem evropskem tekmovanju, ter tudi svetovnem prvenstvu med mlajšimi članicami. Moja največja želja pa je seveda, da bi se uvrstila v Tokio 2020, tako da v letu 2018 se bom tudi fokusirala na nabiranje točk in da se bom s tem tudi kar se da najbolj približala mojemu največjemu cilju. Hvala. Najboljši član, komendornik. Leta sem leto nastopal v svetovnem pokalu in največji uspeh je 27. mesto. Domen. Tudi jaz bi se najprej rad zahvalil Triatlonski zvezi za to nagrado. V tej sezoni sem izkustil ritem nenehnega potovanja in tekmovanj po celem svetu, ki me čakal v kvalifikacijskem obdobju za Olimpijske igre 2020 v Tokiju, začne pa se v maju. Moja sezona je bila na začetku uspešna, kasneje čez poletje sem imel nekaj zdravstvenih težav z izčrpanostjo, tako da sem moral nekaj tega tudi izpustiti, ampak na koncu stvari postavili na svoje mesto, tako da sem sezona, lahko rečem, zaključil uspešno, se približal do danemu cilju pred sezono in tudi število točk, ki smo si jih zadali. Moji cilji za naslednjo sezono pa so uspešno začeti kvalifikacijsko obdobje v Olimpijske igre, ki se začne v maju s tekmo v Kazahstanu. Najverjetneje bom pa že v marcu opravil 2 tekmi. Nismo se še odločili, ali bom tekmoval v Abu Dhabiju ali v Braziliji, tako da to še malo kasneje, ampak največja želja pa je, da ostanem več zdrav, uspešno treniram in začnem uspešno kvalifikacijsko obdobje. Domen, hvala. Ti Tvajboški odar legendo slovenskega novinarstva, Toneta Slovnica Kropa, Medesta Rjevnika, no pa seveda za enega tudi legendarnega triatlonca posebno priznanje. Hvala. Legenda nisem jaz, legenda je Kregar. Da bo vsem jasno. Je pa res, če se mešam povaham, da sem bil pa pobudnik skupaj z Mojcem Zanorkerjem prvega triatlona v Sloveniji, to je triatlon deklenih v Bohinju, ki še danes laufa, tudi Miro ga dobro pozna. Miro pa seveda le, ampak moram pa zdaj povedati, leto kasneje je pa na Bledu pa Miro Kregar pa bil pobudnik in organizator prvega resnega triatlona pri bližnjem Miro. Držim, ne? In glej, mi si se za tebe pripravljamo na posebno priznanje, ker si ga zaslužiš. Letos smo vsi spoštovali s teboj, da si prvič v življenju stopil na triatlonu. Drugič, no. Ampak na Havajskem pa prvič, ne?
se dogaja najboljši, potem bomo malo zaploskali. Vprašanje je, če bi bil danes tukaj, če ne bo Kregarja, ki je za triatlon naredil zelo veliko. Jaz ti kot preddujem poklanjam koledar, ki smo ga letos izdali Generacija zmagovalcev, na katerem so naši res vrhunski asi. Izkupiček je namenjen ustanovi za pomoč otrokom z rakom in sem prepričan, da se bodo ljudje Slovenci v tem koledarju zelo zabavali in tudi ti in tvoja družina. Upam, da boš najdel doma na tvojih stenah, ker imaš same diplome še toliko prostora za en koledar. In na naslednjo boš pa ti. Tako, ja, za naslednje leto pripravljamo skupaj z Jožko Sotkovcem koledar slovenskih legend, ker imamo kar nekaj z njim takim lepim posvetilom, da jih ne bomo pozabili. Vsem triatlonkam in triatloncem iskreno čestitam. To je res šport, ki jaz redno spremljam in sem vesel, da je v Sloveniji tako odmeven. Zdaj sem vam pa dosti naložil, da igram pa jaz pa ti. Leta še malo pozirati, no, koledar.